Imam vedno prav? Se morda tudi motim? Se kdaj vprašamo, če imamo vedno prav, ali se morda tudi kdaj motimo? Morda smo kaj spregledali, morda česa ne razumemo. To, kar razumemo, se nam zdi očitno prav, tisto, kar smo spregledali, se nam pa na prvi pogled morda zdi napačno. Edini način, da se premaknemo naprej, je ta, da se vprašamo, kaj bi se zgodilo, ko bi bilo vse, o čemer mislimo napačno, v resnici pravilno. Kaj bi se zgodilo, če bi bilo vse, o čemer mislimo napačno, v resnici pravilno. Tako kot znanstvenik zavrže vse svoje prejšnje domneve, če nekaj ne deluje, in začne znova, tako lahko tudi mi zavržemo vse svoja stara prepričanja, ter začnemo znova, ter začnemo drugače. Vsa velika odkritja so nastala prav zaradi pripravljenosti na to, da se lahko motimo. Ne moremo odkriti resnice, dokler mislimo, da jo že poznamo. Ne moremo slišati ali videti, če mislimo, da smo vse že slišali ali videli. Zato je zdaj čas, da se naučimo prisluhniti svojim občutkom, svojim občutjem, svojim najvišjim mislim. Božje izkustvo se nam bo razodelo skozi naše notranje izkustvo in takrat je zunanje opazovanje popolnoma odveč. Ko je potrebno zunanje opazovanje, notranje izkustvo ni mogoče. Zato se naučimo odpreti svoje srce za vsa nova spoznanja, za vse, kar nas še čaka. Nikoli ne dvomimo, ter se ne bojmo, le odprimo svoje srce in zaupajmo. Ne pozabimo, da motiti se je človeško.